prihajajo sem na Brezje k Mariji pomagati in prihajajo sem na Brezje tudi k Patru Levu. Od leta 1989, ko je prišel sem na Brezje, je postal del Brezje, del sporočila, del tistega, kar so romali v Mariji potrebovali. Njegovo besedo, njegovo spoved, njegovo molitev, njegovo tolažbo. Tudi danes smo se zbrali ob njem, zato da nebeškemu očetu izrečemo zahvalo, da smo ga smeli poznati, da smo smeli živeti z njim. Zahvalo za vse tiste darove, s katerimi nas je on sam obdaril preko njega. In po drugi strani tudi ponižno prošnjo, Gospod, sprejmi ga, kakor je on sprejemal vsakega človeka, ki je potreboval prijazno besedo in nasmeh. Najprej, Gospodu, izročimo sami sebe, svoje grehe in prosimo za odpuščanje, da bomo vredno obhajali to zahvalno daritev. Vsemogočnemu Bogu in brate in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanjih, dobrega opustil in starega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, skrajne in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Stopil bom k Božjemu oltarju, k
pošlji svojo luč in svojo zvestobo, da me vodita. Me pripeljeta k tvoji sveti gori in tvoje bivališče. Stopil bom k Božjemu oltarju, Bogu mojega veselja in moje radosti. O Bog, moj Bog, hvalil te bom, igral ti bom na citre. To je Božja beseda. Bogu hvala. Po spreobrnenju, ki ga je iz veseljaškega mladeniča z voditeljskimi sposobnostmi spremenilo v potujočega pridigarja, ki je izžareval ljubezen do Boga, je postal privlačen. Ne bo zodanjosti, saj bo razcapan. Berančil je za kruh, da se je preživljal in za kamne, da je mogel obnavljati cerkvice, ki so razpadale. In takšen, poln Boga, je postal privlačen. K njemu so začeli prihajati bratje in on jih je sprejemal kot Božji dar. In od Boga, iz njegovega evangelija se je učil, kako naj živi z brati. Meni je Bog patra Leopolda podaril za brata v začetku šolskega leta 74-75. Takrat sem prišel v Serafinski kolegij v Kalni.
Patru Leopoldu je bilo nekako neformalno zaupana skrb za naše duhovno življenje. Takrat je bil navdušen zbiralec diapozitivov. Pravzaprav zbiralec ni prava beseda, on jih ni zbiral, ampak so bili diapozitivi njegov oznanjevalni pripomoček. Mislim, da je bila njegova ideja tudi povsem svojska ureditev velike zbirke in s to ureditvijo je poskrbel, da je bila ta zbirka pregledna, da je mogel v vsakem času zbrati diapozitive, ki jih je potreboval za duhovne vaje, za misijone, za srečanje z različnimi skupinami. V rok, tako smo mu rekli, smo imeli zvečer. 16 in 17 letniki smo bili po šoli in po vsem drugim zaspani. In smo dremali. Pa Leopold nas ni nikoli ušteval, nikdar ni povzdignil glasu, nikdar nas ni zatožil pred stojnikom. Danes vem, da se je do nas obnašal kot do bratov, ki mu jih je dal Gospod. Bil je poklican, da nam pomaga rasti in kot starejši brat nam je pomagal rasti. Dragi brat Leopold, hvala ti za to. Ena od postaj življenja brata Leopolda je bilo svetišče na Sveti Gori. Tja je prišel v času, ki je bil gvardijan in rektor pater Martin Herc, izjemen človek in močno zapisan v zgodovino Svete Gore in Čekije. Pater Leopold je pripovedoval, kako si je z dvema kovčkoma vzpenjal po pobočju skalnice proti svojemu novemu bivališču. Gradivo v kovčkih so bili članki in knjige o jaslicah. Že takrat je načrtoval poglobljen študij te upodobitve Jezusovega rojstva. A na Sveti Gori ni zaslovel kot strokovnjak za jaslice. Na Sveti Gori je zaslovel kot pridigar. Sam sem na Sveto Goro prišel desetletja za njim. Časi smo se spreminjali, frančiškani na Sveti Gori smo se menjali. Romani pa so skozi desetletja ostajali isti. In ustrmel sem, ko so Romani iz Vipavske doline, pravzaprav niti ne iz doline same, ampak iz robu na severni strani doline, pripovedovali o pridigah patra Leopolda. Zame nepredstavljivo, po desetletjih so se spominjali, kaj je pater Leopold pridigal ob njihovem romanju na Sveto Goro. Da Roma nosi skozi desetletja v srcu pridigo, ki je slišal na Sveti Gori. Vidite, ko je pater Leopold povedal, morda bolje izmolil svoje pridige, da so si jih ljudje zapomnili skozi desetletja. Ni govoril v trenutku, ampak je govoril v globino, na srce. In mislim, da je pater Leopold tudi tukaj živel zgled in naročilo svetega Frančiška Asiškega. V 3. poglavju vodila je bratom naročil, svojim bratom pa svetujem, jih opominjam in spodbujam Gospodu Jezusu Kristusu, naj se ne prerekajo in prepirajo kadarkoli po svetu, naj ne sodijo drugih, ampak naj bodo krotki, miroljubni in skromni, blagi in ponužni. Z vsemi naj ljudno govori, kako se spodobi. Oznanjajo naj torej s tem, kar so. Oznanjajo naj svoje življenje. In še lepo posebej poklicanosti tudi z besedo, kako tudi pravi sveti Frančišek. Leopold je bil blag
vljuden z vsemi, ponižen, krotak. In zato je segal v glavino. Tretji prizor, v katerem vidi patra Leopolda, so jasnice. Te je najbolj razvil prav tukaj na Brezjah, o čemer sedaj priča tudi zelo lepo urejen, bogat muzej jasnic. Jasnice so bile ljubezen njegovega življenja. Pa tudi v tem primeru ne kot predmet njegovega študija, ne kot estetska prvina naše narodne vernosti, nikakor ne. Jasnice so bile za način oznanjevanja. Tudi jasnice so bile katehetski pripomoček, s katerim je v ljudeh budil vero v Gospoda Jezusa Kristusa. In zelo se je razveselil, ko je papež Frančišek izdal apostolsko pismo, čudovito znamenje o pomenu in vrednoti jasnic. Za slovensko izdajo je pater Leopold prispeval nekaj spremnih besed, objavljenih v priložnostni izdaji. In najbrž je to zadnji zapis patra Leopolda o jasnicah. Kadar je sveti Frančišek spregovoril o Jezusu, je vedno uporabil besede Jezusa Kristusa, ubogega in križanega. In ko je prvič leta 1223 dobil dovoljenje, da postavi jasnice v Greču, je kot razlog za to navedel, da bi želel s telesnimi očmi nekako videti, kaj vse je manjkalo Jezusu Kristusu in njegovi presveti materi v revščini betlehemskega hleva. Gre za veliko več kot za idilično slikanje Jezusovega rojstva. Gre za inkarnacijo, za učlovečenje Jezusa Kristusa, pravega Boga in pravega človeka. V zrenju Jezusovega učlovečenja je sveti Frančišek Jezusa doživljal kot učlovečenega Boga. Zato je bilo tudi njegovo dojemanje evangelija, doživljanje inkarniranega evangelija, postavljenega v ta svet, v svet nemoči in greha, da bi mogli stopiti na pot odrešenega. In tudi pater Leopold je vedel, da je evangeliju treba dati meso in kri. Njegovo strokovno in ljubiteljsko ukvarjanje z jasnicami ni bila zasanjenost v čudovitost figuric, ki nastopajo v jasnicah, čeprav je posvečal veliko pozornost. Ampak je bilo povabilo kristjana, naj učlovečenje Božjega Sina uresničujejo v vsem svojem življenju, da vsako življenje na nek način postane jasnice, v katerih se Bog razodeva in podarja nam danes. Še veliko drugega je bilo v življenju patra Leopolda. A naj ob koncu tega razmišljanja postavim nekaj vprašanj nam in vam, dragi bratje in sestre. Pater Leopold je bil skozi dolga desetletja voditelj živega rožnega venca. Bo sedaj ta veriga morilcev za nove duhovne poklice zamrla, ko je umrl pater Leopold. Na Brezjah je 35 let vodil Frančiškovo družino Frančiškovega svetnega reda. Bo sedaj ta družina ostala živa. Bodo molitvene ure, katerih pobudnik je bil pater Leopold, zlasti za prenovo slovenskega naroda in za nove duhovne poklice, zaradi tega utihnile, ker njega ne bo več. Če se bo kaj takšnega zgodilo,
Potem, bratje in sestre, je njegovo sporočilo v nas postalo plitvo. Če pa boste vse to znali nadaljevati, čeprav bo treba poiskati način, čeprav bo treba na drugačen način osmisliti prihajanje sem na Brezje, potem bo njegovo življenje in njegovo delo postajalo rodovito. Dragi pater Leopold, 6 let sva živela skupaj, tukaj na Brezjah, kot brata in kot delavca v Božjem vinogradu. Pomagal sem ti pri tvojih zamislih in ti si mi stal ob strani od mojih. Občudoval sem te, kako si znal poiskati sodelavce za različne pobude, zlasti za živi rožni venec. Sedaj te prosim, da s pokojnimi člani živega rožnega venca oblikuješ nebeški rožni venec, da boste pred obličjem očeta prosili za nove duhovne, redovne in misijonske poklice za našo cerkev. Vsem Frančiškovim bratom in vsem tistim, ki ste bili s patrim Leopoldom v življenju tesno povezani, izrekam sožalje. Naj vam Bog obriše solze in vam okrepi vero v življenje, v večno življenje. Dragi pater Leopold, velikokrat sem te slišal, kako si ljudi blagoslavljal sprošno, naprej prošno Marije pomagaj, naj vam Bog nakloni, da boste v življenju naredili čim več dobrega. Naj te Bog, naprej prošno Marije pomagaj, sprejme v veselje svojega kraljestva. Učivaj v miru in se pridruži svojim bratom, s katerimi si slavil Boga in oznanjal njegovo ljubezen. Dragi bratje in sestre, upam, da bo Jezus Kristus naša nemotljiva telesa preoblikoval v svojem poveličenem telesu, smo zbrani pri sveti žalitvi za pokojnega patra Leopolda. Ko se poslavljamo od njega, se obračamo v tebi in te prosimo. Gospod Jezus Kristus, prosimo te zaradi njega, ki je v cerkvi opravljal duhovniško službo. Odredimo, Gospod, da bo deležen večnega bogoslužja. Povrni pokojnemu duhovniku patru Leopoldu za vse dobro, ki ga je storil z večnim življenjem. Ker so pokojnega z besedo ali dejanji prizadeli, ali ga v času njegove preizkušnje niso bili dobri do njega in dovolj pozorni. Gospod Jezus Kristus, najmočni bolj zdravi, ki so ga z dobroto in z ljubeznijo spremljali na njegovi življenjski poti, da bodo ločitev od njega sprejeli v luči vere. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za naše rajne sorodnike, dobrotnike in prijatelje, izpolni njihovo pričakovanje večnega življenja in nebeške sreče. Gospod Jezus, pomagaj nam, da se bomo pokojnega radi spominjali, zamolili in darovali svete maše. Usmiljeni Bog, tvoj sin je umrl za nas, ti pa si ga obudil od mrtvih. Usmili se patra Leopolda in vseh rajnih, pridruži jih velikonočni zmagi Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.
svete skrivnosti in te prosimo za tvojega duhovnika Patra Leopolda. Tukaj nam je v zakramentu delil vične darove, naj v vičnosti gleda tvoje svito obličje po Kristusu našem Gospodu.
zahvalil in te počastil, predal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva od odpuščanja grehov. To delajte v moj spomin. Spomni se našega patra Leopolda, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom, redovništvom in duhovništvom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, da je z njim tudi vstane v večno življenje, ko bo iz zemlje obudil telesa umrlih in bo naše božno telo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo tudi druge naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo. Tedaj boš odprl vsako solzo z naših oči, ker bomo te, svojega Boga, gledali kakršen si. Tebi bomo podobni na vse veke in te bomo brez konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem veliš svetu vse dobrih. O Kristusu, Kristusovi in Kristusu, tebi vsemogočnemu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke.
katerimi se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tudi mi moramo pravzaprav vedno znova okrasiti ta svoj križ, to svojo notranjost, za brata, za sestre, za tistega, ki morda potrebuje naše odpuščanje. In vedno znova tudi dovolj pozorno videti okrašenost križov bratov in sestra in v njih prepoznati naše odpuščanje. In v tem duhu, v tem sprejemanju, v tem veselem pričakovanju drugega si podajmo roko in si podarimo mir, krsti Patarjo. Amen.
si ga postavil za oskrbnika svojih skrivnosti. Daj mu v nebesih gledati veličino tvoje slave, o Kristusu našem Gospodu. Tiha želja patra Leopolda je bila, da bi z tega sveta odšel v nebeški Jeruzalem, na katerega od Marijinih praznikov, in da bi se zanj darovala mašča zadušnica o boli Jezusove smrti. Oboje se je patru Leopoldu izpolnilo. Tihi in nenadni odhod v večnost na prvo soboto v mesecu februarju, ko se spominjamo Marijinega brezmadežnega srca in ko molimo za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov. Za vse to je pokojni pater Leopold skrbel z največjo ljubeznijo ter globokim zaupanjem v našo nebeško mater Marijo, Marijo pomagaj. Danes, 13. v mesecu in vsakega 13. v mesecu se pater Leopold rad spominjal fatimskih dogodkov in fatimske duhovnosti. Relikvije svetih Frančiška in Jacinte Marto ter košček drevesa, na katerem se je prikazala devica Marija v Fatimi, je imel vedno na nočni omarici. Zraven teh relikvij pa je imel križ in žalostno Mater Božjo, ki sprejema iz križa v svoje naročje mrtvega sina. Ob uri Jezusove smrti, ob 3 popoldan, pa smo obhajali Jezusovo daritev velikega duhovnika za njegovega duhovnika, patra Leopolda. Na spominski podobici, ki jo boste prejeli ob izhodu iz cerkve, boste našli njegov lastoročni zapis. Zahvaljujem se po brezmadežni trojedinemu Bogu, da smem stopati svetim Frančiškom in zbrati od Greča do Laverne. Ti dve skrivnosti sta bili globoko zakoreninjeni v srcu patra Leopolda. Skrivnost Jezusovega očlovečenja se je v njem najbolj kazala v izdelovanju jaslic. Pred 4 leti, ko smo prenavljali in povečevali muzej jaslic, mi je rekel: vesel sem, da si se tako zagrel za to prenovo in da boš potem namesto mene skrbel za muzej. Načrtovala sva tudi, kako povečati in urediti sedanji muzej jaslic do leta 2023, ko bomo praznovali 800-letnico dogodka iz Greča, kjer je sveti Frančišek postavil prve jaslice. Upam in si zelo želim, da bi lahko uresničili to njegovo in našo skupno željo. Skrivnost Laverne, kjer je sveti Frančišek postal drugi Kristus, ko je bil deležen prejema njegovih ran, se vedno čutila v njegovih nagovorih, kadar je poudarjal, da je za dosego prošenj in ciljev potrebno trpljenje, še zlasti v molitvi za duhovne poklice, da jih je potrebno iztrpeti. Na koncu se bi rad vsem v imenu samostana zahvalil, dragi bratje in sestre, ki ste globoko spoštovali in cenili patra Leopolda, ki vam je bil duhovna opora in moč. Po teh 3 dneh ste mu z nenehno molitvijo skozi ves dan in po noči vračali molitev, ki jo je on molil za vas. Bog naš Oče, Hristu žal, pater Leopold, si je z veseljem odzval tvojemu povabilu in žal prepustnega redovnega življenja, če vas za Krist.
zahvaljujemo se ti za vse milosti in darove, s katerimi si ga obdaril in ti vzklikamo. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Za njegovo redovniško življenje, s katerim je služil Kristusu in Cerkvi. Hvala ti, Gospod. Za milost, s katero je pogumno izpovedoval evangelske svete, pobožstva, čistosti in pokorščine in nam bil vzgled Kristusovega učenca. Hvala ti, Gospod. Za njegovo bratsko ljubezen, s katero si je prizadeval za mir v skupnosti in nas bogatil. Hvala ti, Gospod. Za vse njegove molitve in trpljenje, ki ga je daroval za nove duhovne poklice. Hvala ti, Gospod. Z vodo in svetim duhom si bil krščen. Gospod te je poklical v redovno življenje, da bi izpolnjeval evangelske svete, naj te pridružijo občistvi svet. Tvoje telo je bilo Božje svetišče, naj ti Gospod podeli večno veselje. Zahvaljujemo se ti za vse darove, s katerimi si ga v tem življenju obdaril. Bili so nam znamenje tvoje dobrote in občinstva svetih v Kristusu. Milostno mu odpri rajska vrata, nas pa tolaže z upanjem vere po Kristusu našem Gospodu. Amen. Vemo, da na zemlji nimamo stalnega bivališča, zato sedaj pospremimo pokojnega patra Leopolda v grobnem upanju, da bo deležen Jezusovega vstajenja. Amen.
3 dni počival v grobu in s tem posvetil grobove vseh, ki vate verujejo. Prosimo te, naj telo pokojnega patra Leopolda v grobu mirno počiva. Ti sam, ki si vstal in živiš, ga obudi, da bo gledal večno luč v nebesih, kjer živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Telo patra Leopolda izročamo zemlji v trdnem upanju, da ga bo Kristus, ki je prvi vstal od mrtvih, preustvaril in bo podobno njegovemu poveličanemu telesu. Nebeško roso naj vrosi tvojo dušo, Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Z nebeško vonjavo naj okrepča tvojo dušo, Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Gospod, ti si ga ustvaril, za svetišče Svetega Duha si ga posvetil, sprejmi ga v večno življenje po Kristusu našem Gospodu. Amen. V križu našega Gospoda Jezusa Kristusa je vstajenje in življenje, po njem naj ti zasije luč večnega življenja. Dragi bratje in sestre, priporočimo patra Leopolda Gospodu Jezusu Kristusu, ki je začetnik novega življenja, in ga prosimo. Gospod Jezus, pokojni pater Leopold je posvetil svoje življenje v slavo tvojega imena in za zveličanje ljudi. Podeli mu venec zmage v nebeškem kraljestvu. Očistil si našega brata pri svetem krstu in ga hranil s kruhom Božje besede in Evharistije. Sprejmi ga k mizi svojega kraljestva. Prosimo, da razsveti na nas. Usmiljeno mu odpusti grehe, ter dopolni in ozdravi, kar je bilo pomanjkljivega v njegovem življenju, da te bo smel gledati v slavi večne blaženosti. Prosimo, da razsveti na nas. Prosimo te za vse redovnike in redovnice, da bi zvestobo svojemu poklicu večali svetost cerkve in širili Božje kraljestvo. Prosimo, da razsveti na nas. Naj tvoje vstajenje prinese pokojnemu patru Leopoldu polnost nebeškega veselja, nas pa utrdi v upanju na prihodnjo slavo. Prosimo, da razsveti na nas. Molimo, bratje in sestre, za rajnega patra Leopolda, za vse, ki počivajo na tem pokopališču, in za vse rajne Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne odvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Usmiljeni Bog, rajnega patra Leopolda si poklical, naj vse zapusti in hodi za Kristusom po poti popolne ljubezni do tebe in bližnjega. Sprejmi ga v svoje kraljestvo, naj se v družbi svojih redovnih bratov veseli večne blaženosti po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Hvaljen moj Gospod v naši sestri smrti, ki ji nihče v življenju ne uide. Blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti nič žalega. Gospod, daj mu večni pokoj In večna duša naj mu sveti. naj počiva v miru. Amen.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.